Dober večer. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste prišli. Evo nas v četrti ediciji letošnjega vodnika po humanistiki. Beremo knjige na temo dela, delovskih bojev, umeščenih v današnjo situacijo. In danes seveda pač v znamenju delovskega praznika, ki je za nami, smo brali knjigo Delovska moč, Beverly J. Silver. Z nami je pa Ana Podvršič, ki je pripravila predavanje in potem pač bomo na to temo imeli razpravo. Najprej par besed o Ani. Ana Podvršič je doktorirala iz sociologije kulture na Univerzi v Ljubljani in iz ekonomije na Univerzi Sorbonne Paris Nord. Po doktorskem študiju je bila Marie Curie štipendistka na Univerzi v Gradcu, trenutno pa je postdoktorska raziskovalka na Osrednji Evropski univerzi na Dunaju. Raziskovalno se ukvarja z neenakim razvojem kapitalizma, z odnosi med centrom in periferijo v Evropi, razpadom Jugoslavije in razvojem perifernega kapitalizma v Sloveniji. Leta 2020 je prejela priznanje Slovenskega sociološkega društva za znanstveno delo, leta 2023 pa je pri založbi CF objavila monografijo Iz socializma v periferni kapitalizem, neoliberalizacija Slovenije. Mogoče preden ti predam besedo, samo par besed o delu, ki smo ga brali, ki bo danes tudi predstavljen in mogoče kako se navezuje na naše aktualne teme v tem ciklu. Meni je bila knjiga fenomenalna, v bistvu me je tudi kar spodbudila k branjem spet tudi nekaterih drugih tekstov in sem prej, ko sem malo gledal, kaj se teoretsko dobro na to navezuje, no, sem potegnil tale citat od Rastka Močnika. Sem vesel, da ga ni danes tukaj, da ne bi kaj, ko bi rekel, narobe interpretiral in bil deležen popravkov. Ampak tole je iz Delovni razredi v sodobnem kapitalizmu in se mi zdi, da nekako pač teoretsko povzema, no, nekako kurs teoretski, ki ga ta knjiga tudi v bistvu raziskovalno na nek način postavi. Pa bom kar prebral citat. Kapital v prvem momentu določa delavko in delavca ne samo kot delovno silo, temveč jo določa kot zgodovinsko konkretno izoblikovano delovno silo. Saj določa, kakšna je tehnična sestava delovne sile, ko deluje pod poveljstvom kapitala. V fordistični fazi kapitalizma se ta določitev delavke in delavca raztegne čez njuno celotno življenje. Kapital jo določa kot delovno silo in s tem odloča o njuni izobrazbi, o njunih življenjskih ritmih, kdaj vstaja, kdaj spita, kdaj se zabavata, o njunem življenjskem ciklu, koliko časa hodita v šolo, kdaj se zaposlita, poročita, imata otroke, odideta v pokoj, celo o njuni mentaliteti in kulturi. A v fordizmu sta delavka in delavec tudi potrošnika produktov kapitalistične proizvodne. Kapital določa, kaj bosta kupila in kdaj, kakšni bosta njuna kuhinja in spalnica, kakšen hladilnik in pralni stroj, kako se bosta oblačila, kaj bosta jedla, kakšen televizor bosta imela in kaj bosta na njem videla. To so pogoji, v katerih delavke in delavci organizirajo svoj odpor proti kapitalu. Uprejo se lahko, le če se organizirajo v razred. Se pravi, uprejo se lahko samo politično. Organizacijska oblika, ki si jo izdelajo delavke in delavci v odporu proti kapitalu, je politična sestava delavskega razreda. Delavstvo si politično sestavo razreda vselej organizira v konkretni zgodovinski situaciji, ki jo v temelju določa njegova podrejenost kapitalu. Doslej smo zgodovinski proces delavskega odpora opisovali stališča delavstva. Podreditev delovne sile kapitalu določi tehnično sestavo delovne sile, ta pa naddoloča zgodovinski položaj, v katerem se delavstvo politično organizira v razred. Če pa pogledamo stališča kapitala, lahko rečemo, da je tehnična sestava delovne sile vsakokraten zgodovinski odgovor kapitala na prejšnjo razredno sestavo delavskega razreda. Strukturno je potem takem delavstvo vselej v prednosti, če mu le zgodovinsko uspe organizirati politično sestavo delavskega razreda. Zdaj, zakaj ta citat? Kot prvo, nekaj spodbudnega je ugotoviti, da je način, kako kapital organizira produkcijo in s tem seveda vsa druga družbena razmerja, vselej
že odziv na moč, ki jo delavstvo vzpostavi znotraj kapitalistične produkcije svojega časa. V obdobjih, ko se ne počutimo, da smo v prednosti strukturno pred kapitalom, in danes je nedvomno eno od teh obdobij, je zato dobro prepoznati dolgoročne zgodovinske cikle in zakonitosti, predvsem dejstvo, da so se v vodilnih panogah svojega obdobja delavci vedno znali organizacijsko odzvati in so prisilili kapital v iskanju novih rešitev, se pravi prostorskih, tehničnih, panožnih in investicijskih, se pravi ti procesi, o katerih je govora v današnji knjigi. Spodbudno je tudi to, da so v vseh novih pogojih nastale nove oblike organiziranja in da tudi zlovešča doba protidelavskega neoliberalizma ni uspela streti te inovativnosti. Kapital ne more nikoli doseči svoje dokončne zmage. Vedno je na begu pred novimi oblikami delavskega upora. Knjiga Delavska moč je zato nekakšen vodnik skozi te procese, skozi zgodovino, in nam s tem pomaga razumeti, kje smo danes in kakšen razvoj lahko pričakujemo, kam se bo zatekal kapital in kakšne odzive lahko pričakujemo od delavskega razreda. Zdi se, da se v polperiferni Sloveniji šele začenjamo zavedati, kako močno je kapital spremenil sestavo delovne sile in kako drugačni so pogoji organiziranja v primerjavi s prvimi leti tranzicije. Tisti, ki se ukvarjamo s sindikalnimi in politični boji, smo pred izjemno velikimi izzivi organiziranja v pogojih večtirnega zaposlovanja, fleksibilizacije, prekarizacije, migrantske, sezonske, študentske delovne sile. Potrebne so nenehne organizacijske inovacije, žal pa smo še vedno v fazi, ko se tako imenovani delavski voditelji in sindikalne centrale namesto k analizi in organizacijski vnemi raje zatekajo k občutkom nemoči in birokratski letargiji. Kot smo lahko brali, zgodovinski procesi kažejo, da ni zares razlogov za to, ampak da bi v naslednjih razvojnih fazah lahko bili uspešni, je nujno, da razumemo mesto Slovenije tudi v tej svetovni proizvodni verigi ter strategije kapitala, ki se tu uveljavljajo. Pri tem moram reči, da nam je v izredno pomoč in oporo tudi raziskovalno delo Ane Podvršič, ki nam bo predstavila knjigo Delavsko moč in upam, da tudi potem kaj od svojih lastnih del. Ana, beseda je tvoja. Super, najlepša hvala. A je v redu? Super, najlepša hvala. Ja, me zelo veseli, da sem danes tukaj z vami in hvala, da ste prišli. Jaz se bom v predstavitvi osredotočila predvsem na knjigo, pa potem mogoče lahko še kasneje v razpravi rečemo kaj na temo Slovenije oziroma karkoli vas bo že zanimalo. Mogoče za začetek nekaj kratkega o Beverly Silver. Beverly Silver je ameriška raziskovalka delavstva in delavskih gibanj. Je profesorica sociologije na Univerzi John Hopkins v Baltimoru. Svoj doktorski študij, in mislim, da je bilo to zanjo zelo pomembno obdobje, neko formativno obdobje, je delala na Univerzi New York Binghamton in sicer na centru Bernarda Frodela za študije ekonomije, zgodovinskih sistemov in civilizacij. Ta center raziskovalni je zelo znan po tem, da je v bistvu neka središčna ustanova tako imenovanih svetovno-sistemskih študij, ki jih je med drugim uvedel Wallerstein, Immanuel Wallerstein, katerega knjiga je tudi prevedena od založbe CF, pri založbi CF. In Beverly Silver je tu v tem centru stopila v stik seveda s svetovno-sistemskimi razpravami in tudi z glavnimi akterji svetovno-sistemskih razprav. Poleg Immanuela Wallersteina je delala za Giovanni Marigijem in pa Sterensom Hopkinsom. In to je zelo pomembno za razumevanje, kako Beverly Silver v bistvu gleda na delavska gibanja in na delavske nemire. Svetovno-sistemske analize ne izhajajo iz nekega specifičnega dogodka ali pa iz posebne države, ampak za svojo temeljno enoto analize vzajmajo cel svet oziroma pravijo, vedno treba je izhajati iz globalnih trendov in globalnega dogajanja. In po njihovem mnenju, vsaj nekje od 16. stoletja, ta svetovni sistem določa razvoj kapitalizma in pa težnja oziroma prisila po neskončni akumulaciji kapitala. In prav zaradi tega vse te razprave o globalizaciji, ko je knjiga Beverly Silver je išla na začetku tega tisočletja in takrat so bile zelo žgoče razprave o globalizaciji, hipermobilnosti kapitala, šibkih držav, ki so popolnoma nemočne. In Beverly Silver kot svetovno sistemiki pa pravijo, globalizacija kot taka v bistvu ni nič novega.
lahko kvečemo govorimo o različnih oblikah globalizacije, saj je kapitalizem kot tak v bistvu globalni sistem. Ne? In za svetovne sistemike, oziroma za večino teh raziskovalcev, so bile vse te razprave na nek način, kot je nekaj zapisal Wallerstein, neumestne, ne? Oziroma zaslepljujoče, in da so nam dejansko zastirale poglede na realne sodobne procese in realne sodobne procese, ki pa jih je Beverly Silver želela osvetliti, in to je bil tudi njen temeljni, ali pa je njen temeljni doprinos k svetovno-sistemskim razpravam, je, da delavstvo igra ključno vlogo pri samem razvoju kapitalizma, oziroma ključni način, kako se kapitalizem razvija v zelo konkretnem času in prostoru, je bilo neposredno povezan z samimi delavskimi gibanji in nemiri. In ona, Beverly Silver, v svoji knjigi zelo prepričljivo pokaže, da je delavstvo bilo pomembno ne naprimer samo na začetku 20. stoletja, kjer poznamo revolucionarne boje pa prevrate, ampak da ima pomembno vlogo še danes. In ko je ona to knjigo objavila, to je bila res prebojna teza. Takrat je namreč veljalo, da ne samo so države nemočne, da delavstvo praktično ne obstaja več kot nek pomemben akter. Da je delavstvo popolnoma nemočno in brez moči. Beverly Silver pa je rekla, ne, poslušajte, ne samo, da je delavstvo ni nemočno, delavstvo ima v bistvu razpolaga z različnimi viri moči, in to je njen temeljni teoretični doprinos, ko Beverly Silver razločuje med dvema tipoma moči, ki jo imajo delavci. Na eni strani je to organizacijska moč, ki izhaja iz sposobnosti delavcev, da se povežajo, da vstopajo v kolektivne organizacije. Naprimer to, kar je prej smo slišali iz citata profesor Močnika, da se delavec, da gre iz specifične tehnične sestave delavstva, da se zgodi proces v politično organizacijo oziroma v politično sestavo. Se pravi, na eni strani imajo delavci razpolagajo z organizacijsko močjo, v kolikšni meri jo izrabijo, je seveda vprašanje, ki ga je treba nasloviti, oziroma je to relativno. Na drugi strani pa razpolagajo strukturno močjo. Strukturna pomoč pa je povezana iz njihovega konkretnega položaja v mednarodni delitvi dela oziroma v produkcijskem procesu. Se pravi, kje delajo in koliko je to, kar delajo, pomembno za sam razvoj kapitalizma. Oziroma še bolj podrobno, strukturna moč lahko delimo kot pogajalsko moč na trgu dela in pa kot pogajalsko moč na delovnem mestu. Pogajalska moč na trgu je povezana s tem, naprimer, koliko so veščine delavcev, ki jih morajo imeti za opravljanje nekega dela izredne, pomembne, koliko so zamenljive, kolikšna stopnja brezposelnosti je v družbi. Nižja, ko je brezposelnost, načeloma imajo delavci večjo pogajalsko moč, ker so pač težje zamenljivi. Pogajalska moč na delovnem mestu pa izvira iz moči oziroma je povezana s položajem neke skupine delavstva v konkretnem procesu produkcije. Oziroma koliko je to, da ti delavci nehajo delati, koliko to povzroči neke širše motnje v samem procesu. Kasneje bomo dala bolj konkretne primere, da si predstavljate, ampak meni se zdi to zelo pomembno, kako je Beverly Silver tako analitično razločila med različnimi vrstami moči delavstva. Ker ponavadi, ko govorimo je, a so delavci sposobni iti v stavko ali pa na ceste. In to je nekako neko merilo, ko se pogovarjamo o moči delavstva. Ko pa bereš Beverly Silver, vidiš, da je v bistvu delavska moč veliko več kot le to, a so sposobni sindikati zmobilizirati delavce, da grejo na ceste. In Beverly Silver v bistvu naredi še korak več. Ona pravi, ne le, da imajo delavci različne oblike moči, obstajajo tudi različne oblike bojev, in ne smemo biti samo fokusirani samo na eno obliko bojev. Več vrst bojev obstaja in posledično imamo lahko tudi različne rezultate. Oziroma lahko delavstvo vpliva na različne institucije ali pa regulacije, lahko vpliva na široko paleto ukrepov, ki določajo življenje delavstva ali pa življenjske standarde. In tukaj se Beverly Silver opira na Karla Polanija pa Marxa, ki pravi, čeprav sta to zelo različna pisca, pa analizirata razvoj kapitalizma z različne perspektive, kaj imata skupaj, da poudarjata, da v bistvu delavstvo ni navadno blago. Oziroma, delavstvo je, to pravi Karl Polanyi, je v bistvu fiktivno blago. Se pravi, čim se delavstvo, človeška bitja razume kot samo blago, ki je zamenljivo, zlahka konzumirano ali pa zavrženo v zvezi z, glede na to, kakšne so sile trga, bo to sprožilo nek odpor.
Ne, če trg obravnava, če se družba obravnava delavstvo kot neko blago, navadno, bo slej ko prej sprožila odpor. Ne, človeška bitja niso neko blago, tako kot ostala blaga. In iz tega Beverly Silver govori o dveh oblikah bojev. Eni so boji, ki jim pravi Polanijevega tipa, drugi pa boji Marksovega tipa. Pravi, boji Marksovega tipa so boji na delovnem mestu, ne? Ker Marks je o tem fiktivnem blagu, to smo prej tudi malo slišali iz citata Rastka Močnika, ne? So boji, ki potekajo na delovnem mestu, kjer kapital določa to kot tehnično sestavo delovnega sila. In Beverly Silver pravi, kamorkoli gre kapital, tam se pač pride do proletarizacije, se pravi do nastanka novih delovnih razredov, s tem pa tudi potenciala upora proti komodifikaciji, proti temu, da se nas obravnava kot blago. In to so za Beverly Silver boji Marksovega tipa. Se bodo potem primeri. Potem so pa drugi boji, to so pa Polanijevi, in Polanyi je analiziral razvoj kapitalizma z vidika širše družbe, so pa v bistvu boji proti napadom na uveljavljene družbene pogodbe, proti uveljavljenem družbenem standardu, če želite, ali pa zaščiti socialni. Ne. To so pa boji proti poblaglavljanju, ne. So neke defensivne narave, gre se za organizacije različnih iniciativ, družbenih ali pa širših povezovanj sindikatov proti napadom na uveljavljene delavske pravice ali pa raven demokratizacije. In s to analizo ali pa s tem teoretičnim aparatom je pač Beverly Silver pokaže, da konkretne procese in vzorce akumulacije kapitala ne določajo le ekonomska protislovja in konkurenca med kapitali, ampak tudi temeljni antagonizmi med delavstvom in kapitalom. In ta trenja med njima poganjajo kapitalizem v konstantne krize. Ne? Kaj pravi, na neki način širjenje kapitalistične produkcije krepi delovno silo in s tem kapitale in državo znova sooča z nekimi močnimi delavskimi gibanji in zahtevami proti manj trga, manj tržne regulacije in izkoriščanja in popuščanja, v katera sta država pa kapital prisiljena, ne? Pa slejka prej vodi do kriz dobičkonosnosti, ne? Ker kapital mora si odvzeti nek prostor, ki ga je imel. Ne? In potem sledijo prizadevanje države in kapitala za obnovo dobičkonosnosti, se pravi ponovno krepitev komodifikacije, za obnovo dobičkonosnosti in vzpostavljanje novega nadzora nad delavstvom, se pravi kršenje, kar pa vodi v kršenje uveljavljenih družbenih dogovorov in norm, ne, ali pa raven mest, ali pa raven socialne zaščite, kar pa vodi v krizo legitimnosti in ponoven utvor, se pravi v neke iz Marksovih bojev, delavskih namerov Marksovega tipa, pridemo do reakcij kapitala in države, ki pa v bistvu vodijo v boje Polanijevega tipa. Ne? Tako da se konstantno vrtimo v nekem tem začaranem krogu, konstantnih konfliktov in bojev med delavstvom, kapitalom in državo. In kar v bistvu Beverly skozi svojo knjigo gleda, je v bistvu, kako so te posamezne krize se razreševale, vodile v nova protislovja in potem do nastanka kriz in potem ponovno v protislovja in pač kakšne rešitve so bile upeljane. In skozi knjigo preučuje, kako so v bistvu delavski nemiri pa različna pogajalska moč delavcev bila na eni strani povezana z spremembami v organiziranosti in lokacije produkcije, se pravi, kako se je na primer kapitalistična produkcija razvijala skozi čas, ona zajema obdobje vse od 19. stoletja pa do začetka tega tisočletja. Na drugi strani pa tudi gleda, kako so v bistvu delavski boji, tako razširi analizo sektorsko in časovno, kako so delavski boji v bistvu vplivali na svetovno politiko in različne te mednarodne režime regulacij in redov. Se pravi, v drugem, po uvodnem poglavju se posveti predvsem analizi avtomobilske industrije. Avtomobilska industrija je najbolj globalizirana industrija in je bila v prejšnjem stoletju tudi vodilna industrija kapitalizma. Ne? In gleda, kako so v bistvu te selitve proizvodne bile neposredno povezane z delavskimi nameri.
Potem v naslednjem poglavju razširi analizo sektorsko in časovno in gre nazaj v 19. stoletje in se sprašuje, kakšna je bila povezava med vodilno industrijo 19. stoletja, ki je bila tekstilna industrija, in kakšna je bila povezava med vodilnimi industrijami 20. stoletja. In kako so delavski nemiri na to vplivali. Vidite, ona ima izjemno široko perspektivo in izjemno kompleksno analizo teh razmerij. In v zadnjem poglavju se pa loti v bistvu, tukaj se mi zdi izjemno ambiciozno poglavje, pa sploh pomembno za danes, kako je delavstvo na tej globalni ravni na eni strani vplivalo na ta splošen proces liberalizacije iz konca 19. stoletja pa začetka 20. in potem nekega obrata k delni zaščiti, dekomodifikaciji, čemur smo bili priča v povojnem času, a ne? In potem obrata nazaj v neoliberalizem, spravi pa ponovno deregulacijo trgov na koncu prejšnjega stoletja. In kakšno vlogo so delavski nameri, to nihalo trga, če želite, regulacije trgov, vplivalo še na obe svetovni vojni, kakšno vlogo so pri tem igrale obe svetovni vojni. No. Jaz ne bi šla zdaj zelo v podrobnosti teh poglavij, lahko jih, ampak se mi zdi, da bi raje izpostavila, kakšne so njene glavne ugotovitve oziroma zaključki. Vsaj tisti, ki so se meni zdaj zlasti pomembni, in bi tukaj izpostavila 3 oziroma 4 stvari. Ena je, Beverly Sewell pravi, pač sploh v okviru teh razprav, ki so dominirane v času izdaje knjige, da zgolj globalizacija proizvodnje kot taka še ni razlog za splošno slabitev delavstva in delavskih gibanj. Spravi, širitev kapitala ali pa kapitalizma še ne pomeni, da delavska moč pojenja, v bistvu ravno v nasprotju s prepričanjem, da je hipermobilnost kapitala in da globalizacija proizvodnje popolnoma uslabita ali pa razorožita delavstvo. Beverly Sewell pravi, kamor gre kapital, tja se preseli tudi konflikt. In v prejšnjem stoletju, to prek te svoje analize avtomobilske proizvodnje, ki se je selila iz Severne Amerike, kjer je bil epicenter avtomobilske proizvodnje v 30. pa 40. letih, potem je šla v severno-zahodno Evropo, pa južno Evropo v 60. pa 70. nazadnje pa še v države, ki jim pravimo, da so pozno industrializirane države, se pravi Južna Afrika, Brazilija, Južna Koreja, Mehika tudi. Ona je opazila, da se v bistvu kamorkoli se je ta množična proizvodnja v avtomobilski industriji preselila, vedno je oblikovala podobna protislovja, spravi fordistična množična proizvodnja je slej ko prej vodila v zelo močna in učinkovita delavska gibanja, ki so se uprla vzpostavljenim vzorcem izkoriščanja in organiziranja akumulacije kapitala. Vodila je predvsem do nemirov Marksovega tipa, ki so si bili med seboj močno podobni, ne glede na to, da so se dogajali v različnih časovnih, kulturnih kontekstih, pa tudi geografskih, različnih geografskih, časovnih in kulturnih kontekstih. In ona pravi, tudi večina je bila v bistvu teh namerov relativno uspešnih. Sindikati so uspeli, oziroma delavstvo sindikati so si uspeli izbojevati pomembne zmage pri mezdah, delovnih pogojih, pa tudi, kar je bilo v tistem času sploh pomembno, širjenju legalnosti in legitimnosti sindikatov. Podobni so bili tudi odgovori na proteste in delavska gibanja, pač poleg neposredne represije, ki je bila vedno prisotna, ona je izpostavila predvsem tako imenovano strategijo odgovornega sindikalizma, spravi neko načrtno delovanje države in kapitala, da intervenira v delavsko gibanje, sindikalno gibanje in nekako prevzame nadzor nad sindikalnimi vodji, zato da jih razbije, oddalji od delavstva in predvsem od radikalnih struj v delavskem gibanju. To je pač ena strategija, druga so pa tudi ponovne selitve kapitala ali pa uvajanje različnih tehničnih pa organizacijskih inovacij v samo proizvodnjo. Ampak kot pravi Beverly Sewell, vedno, ko se je kapital preselil, s tem je samo premestil protislovja na novo področje, oziroma bom kar prebrala, to se mi je zdelo zelo. Pravi, kako kapital sledi nekemu uvidu,
Pravi, skratka, zdi se, da korporacije v avtomobilski industriji po vsem svetu lovijo privid poceni in disciplinirane delovne sile, a se navsezadnje vselej znajdejo v vlogi dejavnika, ki na novih lokacijah vedno znova ustvari močna delovska gibanja. Namesto da bi našli trajnejšo prostorsko rešitev za probleme dobičkonosnosti in nadzora delavcev, je selitvam uspelo le geografsko premestiti protislovja z enega prizorišča proizvodnje na drugo. Konec citata. Druga pomembna ugotovitev Beverly Silver je, da se epicentri delavskega gibanja niso premikali le znotraj industrije, znotraj vodilne industrije, ampak tudi med industrijama. Se pravi, da so se delavska gibanja, zgodovinsko gledano v tem dolgem časovnem obdobju, premestila v bistvu iz tekstilne v avtomobilsko, in sicer v tem momentu, ko se je razvoj tekstilne industrije v 19. stoletju soočil s srditim delavskim bojem. Tukaj treba vedeti, en pogled, ki ga ima Beverly Silver na razvoj industrije, je z vidika produkcijskega procesa. Se pravi, vsak razvoj industrije gre skozi različne faze in boji se pojavijo predvsem v drugi pa tretji fazi. In to je tudi faza, ko začne kapital odtekati, kot pač v eno od rešitev, ko se poskuša izogniti pritiskom konkurence pa delavskim nemirom, tako da se seli v bistvu v nove sektorje, pač išče nove rešitve, nove možnosti dobičkonosnosti. In pač ugotavlja, da so se iz tekstilne industrije, ki je bila vodilna industrija 19. stoletja, boji preselili pač ravno takrat, ko so se začeli kapitalisti v tekstilni industriji soočati z močnimi pritiski konkurence in srditimi delavskimi boji. Kapital se je začel seliti. In ko je tekstilna industrija vstopila v fazo standardizacije, avtomobilska pa v svojo zrelo fazo, so vrhunci nemerov med tekstilnimi delavci poniknili, razširili pa so se v avtomobilski industriji. Zdaj, kaj je pa pri tem zanimivo, ko je ona razširila ta pogled pa primerjala boje v obeh vodilnih panogah, je ugotovila to, da za razliko od bojev v avtomobilski industriji so bili boji delavcev v tekstilni industriji relativno poraženi. Tudi če so bili delavci prav tako radikalni, ali pa bojevali so se na podobne načine, oziroma to ni pravi termin, se pravi, ni manjkala želja po odporu in tudi ni manjkalo nemerov in protestov, so bili delavci v avtomobilski industriji neprimerno bolj uspešni od delavcev v tekstilni industriji. Vprašanje, zakaj? Odgovor, ki ga Beverly Silver pogleda, je to, kar smo povedali na začetku, kaj so viri moči delavcev. In v tekstilni industriji, glede na to, kako je bila tekstilna industrija organizirana, glede na fordistično množično proizvodnjo v avtomobilski industriji, so imeli delavci v tekstilni industriji neprimerno šibkejšo strukturno moč. Namreč, tekstilna industrija 19. stoletja je bila organizirana tako, da je imel vsak delavec svoj stroj, oziroma strojvodja imel svoj stroj, in če posamezen delavec stavkov, ali pa tudi, če jih je 50, 100, oni še niso, ni bil cel obrat, ni bila cela proizvodnja zaradi tega oškodovana. To je bil en problem. Drugi problem, da so bili ti delavci zlahka zamenljivi, šlo se je za nizko kvalificirano delovno silo, obenem je pa obstajala še ogromna armada rezervne delovne sile zaradi odhoda ljudi iz podeželja. In zaradi tega so imeli delavci v tekstilni industriji neprimerno šibkejšo strukturno pogajalsko moč in so bili neuspešni v svojih bojih. Razen v primeru, in tukaj se mi zdi še ena zelo pomembna poanta Beverly Silver oziroma ugotovitev je, razen v primeru, ko so se uspeli organizirati na drugačen način. Pravi, Beverly Silver ugotavlja, da v bistvu ne obstaja jasne korelacije oziroma ni povezave med samimi delavskimi boji in pogajalsko močjo delavcev na delovnem mestu in uspešnostjo bojev. Ona pravi, da tudi tisti delavci, ki imajo šibko strukturno moč, lahko pridejo do pomembnih zmag, če znajo in zmorejo to šibko strukturno moč kompenzirati z večjo organizacijsko močjo. Pravi, če se znajo zorganizirati in povezati preko lastne delavske skupine. Oziroma, kot pravi, bom kar prebrala iz knjige, ker je veliko bolje povedano, kot bi jaz to sama znala povedati.
Takole pravijo o teh tekstilnih delavcih. Pardon. Tekstilni delavci, ki so delovali v vertikalno dezintegrirani industriji s številnimi majhnimi družbami in nestabilno zaposlenostjo, so morali razviti kompenzacijsko moč, ki je temeljila na politični in sindikalni organiziranosti znotraj mest in regij. Podobno danes nizko plačani storitveni delavci v industrijah, ki so vsaj navidezno vertikalno dezintegrirane, bolj sledijo organizacijskemu modelu, ki temelji na skupnosti, kakor pa modelu, ki se opira na pozicijsko moč delavcev na kraju produkcije. Zgodovinsko gledano, tekstilni delavci niso mogli doseči zmage z opiranjem na svojo avtonomno strukturno pogajalsko moč, temveč je bil njihov uspeh odvisen od zavezništva s skupinami in sloji širše skupnosti, pa tudi od njihovih sredstev. Evo. Se pravi, delavci lahko kompenzirajo svojo šibko moč na delovnem mestu ali pa na trgu dela, tako da se povežejo z drugimi skupinami. Oziroma, bi mogel še z drugega povedati, druge skupine lahko pomagajo delavcem pri organizaciji in doseganju zbojev. No. To pa nas pripelje do zadnje ugotovitve, ki je pa sploh aktualna za današnje razmere. Beverly Silver ugotavlja, da obstaja močna povezava med vojskovanjem in militarizacijo gospodarstev in delavskim gibanjem. In to ona pokaže v tem poglavju, ko pogleda, kakšna je bila povezava med svetovnima vojnama in tem nihanjem od radikalne liberalizacije, delni dekomodifikaciji in ponovno radikalne liberalizacije pod neoliberalizmom. In ona pravi, da se je moč delavstva na začetku 20. stoletja, pač poznamo revolucionarne boje iz tega časa, pa organiziranje delavstva, ampak pravi, da je bila ta moč delavstva na začetku 20. stoletja močno povezana z samo organiziranostjo kapitalizma oziroma produkcije. Na koncu 19. stoletja, od konca 19. stoletja je obstajal tako imenovani režim laissez-faire, v tem Polanyi izjemno lepo piše, vrhunska analiza laissez-faire režima, pravi tega režima prostih trgov in izjemne deregulacije, ki je kapitaliste postavljal pod močno konkurenco. Vzporedno pa so se pojavila nova delavska gibanja, pač z razvojem proizvodnje kot take, in kapital si je iskal neke rešitve, nove prostore dobičkonosnosti, ki pa so se našli predvsem v militarizaciji, v vojaški industriji. Ampak bolj, ko je kapital odtekal v vojaško industrijo, bolj je bil postajal odvisen od delavstva, prvič zato, da so delali delavci sploh v tovarnah, drugič pa zato, ker je to dogajanje potekalo v kontekstu čedalje širših, čedalje naraščajočih sporov in rivalstev med imperialnimi silami, ki pa so potrebovali delavce kot vojake. In Beverly Silver pravi, da je bil pač ta kontekst izjemno dober za krepitev pogajalske moči delavstva. In dejansko se je v bistvu v tem času je prišlo do izjemne razširitve protestov in med različnimi kategorijami delavstva in tudi vznika skupne razredne zavesti. Če sem si iz knjige prepisala, da je bilo najspektakularnejše povečanje sindikatov v prvi polovici 20. stoletja v Veliki Britaniji, najnasilnejši izbruhi v ZDA in mislim, da je o tem veliko pisal tudi Luis Adamič. Najosupljivejša rast delavske politične mobilizacije pa v Nemčiji, ker SPO, takoj ko so jo legalizirali, se pravi po razveljavitvi protisocialistične zakonodaje, je hitro postala največja politična stranka. Nažalost ne večinska, ampak saj je bila največja. In še več, v bistvu Beverly Silver ugotovi, da je bila prva svetovna vojna na nek način dobra za delavstvo, ker je bilo v bistvu to z vidika delavskih bojev, konflikta med kapitalom in delom, prvič v zgodovini, da so sindikati v bistvu dobili možnost, da se je sovražnost delavcev do sindikatov je popustila. In bil tudi prvi čas legalizacije sindikalizma kot takega. In uveljavljena predvsem tristranskih sporazumov med sindikati, delodajalci in vladami, ker so sindikati obljubili, da stavk ne bo, vlade in delodajalci pa so v zameno priznali in vzpostavili tudi postopke kolektivnih pogajanj in upoštevanja pritožb. Začetki tega tripartitnega usklajevanja je treba vzpostaviti tudi ta militaristični, imperialistični kontekst.
ki pa je imel seveda v ozadju dva boja. En boj je bil kapital in država proti delavstvom in tem nemerom v konkretnih državah, drugi pa seveda boj proti naraščajočemu socializmu, ne, in revolucionarnim zahtevam. Ampak skratka, Beverly Seaver pravi, ne, prva polovica 20. stoletja je delavstvo uspelo zlasti v metropolah prisiliti države in kapitaliste v širjenje delavskih pravic. Potem je prihajalo do nihanj v medvojnem času, pa druga svetovna vojna. Poanta njena, in bom na to preskočila, da v bistvu, če je bilo v prvi polovici 20. stoletja opažamo porast delavskih gibanj, v drugi polovici stoletja opažamo, da so gibanja pojenjala stavke. Ne? Manj je bilo protestov, slabilo se je. Zdaj, kako to pojasniti? S tem, da socialistična revolucija ni bila svetovna, ne? Kapitalizem se je kar obdržal. In tukaj je zanimivo, mislim, kaj Beverly izpostavi tri stvari. Ena je represija, ki je bila močna tako v državah centra proti levičarskim gibanjem pa revolucionarnim zahtevam, sploh pa v državah pol periferije. Pardon. Druga je bila selitve kapitala, o kateri smo govorili na primeru avtomobilske industrije. Ne? Od 30-40 let naprej se je v bistvu v vodilnih sektorjih kapital selil iz enega geografskega področja na drugega v upanju, da bo dobil bolj disciplinirano in poceni delovno silo. Tretje, no, in to se mi pa tudi zdi izjemno pomembno, je pa, da so se delavski nemiri po drugi svetovni vojni umirili šele zaradi novih regulacij, ki so delno dekomodificirale delo in trg podredile družbi. Evo, še en citat o pomembnostih mednarodnih režimov regulacije. Takole pravi. Splošni sistemski kaos prve polovice 20. stoletja so odpravile šele precejšnje politično-ekonomske reforme na globalni ravni po drugi svetovni vojni. To je vključevalo uspešno vzpostavitev mednarodnih denarnih in trgovinskih režimov, katerih pravila so implicitno priznala delo kot fiktivno blago, ki ga je treba zaščititi pred najhujšimi posledicami nereguliranega svetovnega trga. Globalne reforme so naredile prostor za vzpostavitev množične potrošnje in razvojno naravnanih družbenih pogodb na nacionalnih ravneh. No, tukaj bi je zdaj počasi zaključila, kar se mene tiče, so bile to njene 4 temeljne ugotovitve. Ampak kaj poanta je, da v bistvu Beverly Seaver pravi, ne, da delavcev ni mogoče obravnavati kot blago, ki bi ga lahko v skladu s silami trga preprosto uporabili, zavrgli ali pa izželi. In prav zaradi tega ostaja v bistvu optimistična, ker pravi, da je samo vprašanje časa in da lahko pričakujemo nastanek novih delavskih razredov in vznik novih delavskih gibanj v vodilnih industrijah, ki se še oblikujejo v 21. stoletju. Ona zelo jasno pravi, da trenutna kriza delavskih gibanj, pač na tej globalni ravni, je samo začasna. Ker zagotovo bodo novi delavski razredi slej ko prej vzniknili. In za zaključek še en citat iz njene knjige, ki pravi, zakaj se je treba boriti. To je njen napotek gibanjem v 21. stoletju. Pravi, da prekrivanje rasnih in premoženjskih ločnic se je utrdilo po vsem svetu, okoljska degradacija pa napreduje s tempom in obsegom, ki mu v zgodovini ni primere. Ultimativni izziv, s katerimi se soočajo delavci sveta v zgodnjem 21. stoletju, je torej boj, in to ne le boj proti lastnemu izkoriščanju in izključenosti, temveč boj za mednarodni režim, ki bo dobičke zares podredil preživetju vseh. Tako, tukaj bi je zaključila. Hvala, Ana. Pa mogoče dajmo kar odpreti razpravo. Tlele bo mikrofon zakrožil, če ima kdo kakšen komentar, vprašanje, karkoli. Se prijavite k besedi. Izvoli. Super, Ana. Mislim, tako, meni je best, ti vedno tako fajn predavaš. Tako da, hvala za tole. Jaz bi, pač majhen komentar, če dodatno pojasnilo, ki jo boste vidva verjetno še malo bolj jasno povedala, ker sta pač strokovnjaka za te reči, ampak
Kaj sem hotela reči? Ja, fino se mi zdi, kako je Miha začel danes ta večer naš s citatom od Rastka Močnika, ne? Sem rekla, vidiš. Ja, seveda, Rastko Močnik, ne? Jaz lahko povem naslednje. To knjigo je seveda na založbo prinesel Rastko Močnik leta 18, ko sem pač tam jaz delala, že na tej založbici, in on prinese, mi pošli PDF, reče, to bomo mi prevajali. In to bo Ana Podvršič bo pa pisala spremno besedo. Skratka, in jaz to jaz pogledam, preberem in rečem, Rastko, v angleščini mi pošli PDF, preberem in rečem, Rastko, to je vredna knjiga, ampak meni se zdi v bistvu žalostna in depresivna in pač v bistvu se mi zdi, ne zdi se mi optimistična, ne? In potem reče, ne, Amelija, to je super knjiga, to mi moramo narediti. Potem pač, seveda, ne, Rastko, v redu, to je ta njegov program, svetovno-sistemski in to naredimo, ko dobim pa prevod, odličen prevod Polone Petek, tako let pozneje, knjiga je šla pol leta 19, pa jaz berem to knjigo in se mi odpre pač, moja angleščina očitno ni tako, ni v angleščini potegnila, mi je moglo to še v slovenščini se mi je zgodilo. Skratka, zakaj se je meni zdelo tle depresivno? Zaradi tega, ko je govorila Silver o tem, kako se kapital iz centra postopoma, skozi dolga desetletja, skozi v bistvu tako rekoč 150-letno analizo, ki jo naredi, seli iz centra v periferijo. To pa zaradi tega, zakaj se seli, to, kar je Ana zelo lepo povedala, delavci se uprejo, organizirajo, pridobijo moč, se sindikalizirajo, dosežejo neke pravice, kapital ugotovi, za nas so pa postali zdaj malo predlagi in kaj naredi, kapital zbeži na drug konc sveta in isto sistem nadaljuje. Skratka, ti delavci niso dosegli spremembo sistema zares, ampak je kapital se preselil tam, kjer je pač ceneje, ker vedno bo našel cenejšo delovno silo, pač nekje v Bangladešu potem, ne? Ko se je počasi, ona zelo lepo pokaže, kako je to v Angliji najprej, pač vse te industrije in to. Skratka, to sem rekla in zato se mi je zdela ta knjiga v bistvu žalostna, no? Ker ti pokaže, kako vedno kapital se znajde, vedno bo našel pač nekoga drugega, nekoga novejšega nekje, da bo to lahko izkoriščal. To se mi je zdelo pač sprva. Kar pa sem povedala, če o metodi moram jaz povedati, zato druga stvar, ki moram povedati, je pa sama metoda, ki jo Silver tukaj ubere in o kateri nista nič rekla in tle Ana, me boš ti verjetno dopolnila. Kar se mi zdi zelo pomembno in zelo dragoceno pri tej knjigi in kakšno epohalno delo je naredila Melanie Silver, to epohalno delo je bilo to. Namreč ona je to raziskavo počela v 90-ih let, tudi že v 80-ih je začela. Ona je pač to knjigo pisala v bistvu 20 let. Ampak kako pač ta knjiga ima namreč podnaslov Delavsko gibanje in globalizacijo od leta 1870. Skratka, to gre res za eno dolgo obdobje, zato da je lahko dokazala to svojo teorijo, ki absolutno zdrži. Ampak ona se je tega lotila na zelo direkten, konkreten, preprost, ampak zelo zamuden način. Šla je v knjižnico in prebirala New York Times-e od leta 1870 naprej in je beležila vsa poročila delavskih bojev, delavskih uporov po vsem svetu. In potem, ko se je graf izrisal, se je zelo lepo pokazalo, v katerih industrijah in kdaj, in zato je lahko naredila tak epohalen pregled, ki zdrži absolutno v bistvu to težo. Mislim, tega se ne da odreči, kar je napisano. To je počela v bistvu v času, ko ni bilo interneta, ko ni bilo, pač to vse analogno, to so brali časopise, nič ni bilo to na internetu, to so oni brali kot da bi zdaj hodili vnuk in tam analogno brali stvari, oziroma morda še na unih, kako so bile neke slikcane so bile včasih, če se prav smo začela študirati. Mikrofilmčki so bili, no skozi to so oni brali. To so leta in leta počeli, brali New York Times kot en najrelevantnejših medijev. In ta metoda, zelo zamudna, ampak absolutno, mislim, tako točna, no? To se mi zdi tako zelo fajn, no? No, meni se je zdela, kot rečemo v prvem branju, ta knjiga, kljub vsej tej egzaktnosti in vse to, žalostna, ker sem rekla, ma kaj, ta kapital vedno najde pot. Gre pa na drug konc sveta, pa dela iste grozodejstva naprej, mislim, pač izkorišča naprej ljudi.
Kakorkoli, hvala za ta optimistično predavanje, skratka, da smo samo v tem mestnem cajtu tle. Tako da, ker, ja, jaz mislim, da to, da zdaj se kaj nam obeta ministrstvo, ki druži gospodarstvo in delavstvo, je tudi nekaj, mislim, da kar, s čimer moramo zaključiti, mislim, da današnji ta pogovor in premisliti, mislim, kaj se zdaj dogaja v tej Sloveniji. Hvala, malo sem da dolgo se upravičujem, ampak ja, to metodo mislim, da je nujno razložiti. Ana, prosim, dopolni me, ker sigurno boš to boljše znala povedati, bolj strokovno, kot sem jaz. Evo. Kaj imam za... Glede metode, mislim, nimam toliko glede metode nimam toliko veliko za dopolniti, kakor da Beverly Silver je svojo skupino raziskovalcev, verjetno je bilo vmes tudi veliko neplačanega študentskega dela, ne vem, koliko je ona hodila brati tele mikrofilmčke, če sem iskrena, vse mogoče pa tudi jaz nekaj zagotovo prebrala, no, ampak je masovno delo vloženo v to, da so v bistvu vzpostavili to bazo podatkov. Niso gledali New York Times, ampak tudi, mislim, da sem mu rekel samo Times, se pravi glavna, to je bila zavestna odločitev, da gledajo glavna časopisa obeh hegemonskih sil, se pravi New York Times kot ameriške, Times kot britanskega imperija. Tudi zaradi tega, pač argumentacija je, da sta lih zaradi tega, ker sta bila glavna časopisa hegemonskih sil, pokrivala široko področje sveta. Nista samo ozko pisala o dogajanju znotraj posamezne države, ampak sta lih zaradi pozicije Amerike oziroma Velike Britanije na svetovnem trgu imela izjemno širok nabor poročanja. Še bolj zanimivo je pač, seveda Amerika imela svoje sfere vpliva in fokusa, Velika Britanija druga, ampak pač Beverly Silver pravi, ravno to smo lahko se dopolnjujeta z geografskega vidika. Kaj so oni točno gledali? Pač oni niso zabeležili vsak nemer, da nam bo pomote. Pač določa so, kaj se smatrajo kot veliki nemeri. Tako da tukaj imaš nekaj... Kot vsako statistiko je seveda tudi nekaj, ne vem, koliko je ta baza res kot točna. Njena analiza zagotovo, jaz mislim, da zdrži. Ko sem pa jaz to brala, takrat sem se pač ukvarjala z Jugoslavijo, pa srce bolelo, da ni bila nikjer Jugoslavija omenjena. Ker kako to, da ne, ker v 80-ih je bila pa Jugoslavija žarišče delavskega boja. In mene je to blazno zmotilo. In vem, da je bil tudi v New York Times prišla, ker sem jaz imam članke isto. In so še opozarjali, leta 1984 so opozarjali, če jih bo Mednarodni denarni sklad tako prižemal, tam se bo zagotovo nekaj zgodilo. Ljudje ne bodo zdržali, to je bilo leta 1984, pa so jih šele začeli užemati. Tako da vseeno, jaz mislim, nalogo, ki si jo je Beverly Silver svojo raziskovalno skupino, kjer je še enkrat zagotovo veliko neplačanega dela, zadala, je izjemno ambiciozna. Tudi jaz sem začela pač z teoretskega vidika, metodološko je pač izjemno, da so to bazo podatkov sploh šli delati in tudi na ta analogen star način. Je pa vsekako prišlo do neke selekcije, to je pač treba vedeti. Kar je bilo meni zanimivo, je, ko sem na avtobusu brala, ponovno šla brati ta metodološki dodatek, ker se do zdaj nisem še vprašala, kako so oni definirali delavske nemere. Kaj je delavski nemer, ki je prišel v to bazo podatkov? Ker ko bereš knjigo, je jasno, da se ne govori samo o stavkah, to je pač samo ena vrsta. No, in potem je bila zelo zanimiva razprava o tem, kaj je delavski upor. In pač imamo klasične oblike delavskega upora, to so stavke, ampak oni so v bistvu kot delavski upor lahko uporabili tudi, če je bilo o tem poročano in če je bila to kolektivna akcija, ne vem, kako točno, kakšen izraz se uporabljajo, ampak je to upor v vsakdanjem življenju dela. Naprimer to, da si kot delavec len, da zamujaš, da si poškodovan, bolan, in je ona rekla, ali da si opit, zadrugeran,
To so lahko seveda neke ekscesne, ali pa individualni odgovori na družbene razmere, lahko pa je to kolektivna akcija. In ko je kolektivna akcija, in očitno so bili primeri sploh v postkolonialnem svetu, kjer so se ljudje upirali na tak način, to je pač v teh pogojih, kjer je delo izjemno izkoriščevalsko, pa je, ker vlada velika represija, se seveda ne morejo delavci iti v upor, ali pa veliko težje, in potem ostajajo alternativni načini protestiranja, tako da očitno je tudi New York Times poročal tudi o takih vrstah družbenih nemirov, in če je bila to neka kolektivna akcija, ki je še imela nek učinek, je tudi to prišlo v bazo in v njihovo metodologijo. Evo. To kopomba na samo metodo. Druga pa na tvoj pesimizem, Amelija. Je zanimivo, ker meni pa knjiga sploh ni pesimistična. Jaz mislim, da je utopistična. Jaz bi to rekla. In je za danes, ko to bereš, je ti tako zdi, wow. Je pa res, da pač, jaz zase vem, da sem izjemno evrocentrična in omejena s tem, da govorim 4 jezike. Pač in vezno bi mogli vsi brati kitajsko, pa bi imeli verjetno čist drug pogled na razvoj kapitalizma danes. To je dejstvo. Vsaj kitajsko, Ampak Beverly Silver, to je bilo verjetno zato, da je tukaj malo napačno predavanje zastavila. Beverly Silver je najbolj znana po tem poglavju o prostorski rešitvi, to, kar si tudi ti zaznala v knjigi, in kamor gre kapital. Tja gre tudi konflikt in kapital se lahko kar beži, ampak že Beverly Silver pripelje ta klok nazaj. In ko so avtomobilske industrije oziroma kapitalisti iz avtomobilskega sektorja, ko so naredili ta krog po svetu, so šli pač nazaj v Ameriko. In do kakšnih rešitev so pa potem prišli? Potem so pa v spredje prišla v bistvu inovacije na delovnem mestu, ali so to organizacijske ali pa tehnične, med drugim digitalizacija, naprimer. Pospešena avtomatizacija. Rešitev, ki je mene najbolj spode vedno, je finančna rešitev, financializacija, krepitev dobičkov v finančnih industrijah. Zato, ker pač razvoj Slovenije je neposredno povezan s dvema tokovoma, financializacija in krepitev finančnih dobičkov. Tako da jaz se strinjam s tabo, kapital najde rešitev, zato rabi državo, to mislim, da je zelo pomembno, da kar sam je nikoli ne najde. Kar sam je kapital kot vedno nemočen. Še zagnati navadnega režima akumulacije ne more. V tem obstaja izvrstna knjiga Hayek Chanka, ki je šel proti tem neoliberalni ideji, država se mora umakniti. Mislim, to so zdaj malo stare razprave, ker danes seveda država, da kapital ni nič brez države, se zato pa imamo skozi pač države konstantno intervenirajo od covida naprej, in pač pomagajo in spodbujajo in krepijo in ne vem, kaj počnejo. Ampak še 10 let nazaj pa temu ni bilo tako, oziroma se je mislilo, da temu ni tako. Ampak ko gledaš zgodovinsko razvoj kapitalizma, pa vidiš, da kapital brez države ni nič. Pač on je res tisti bogi in rabi pomoč države in vse te rešitve brez držav ni. Kar pomeni, in mislim, da je to hotela Beverly Silver povedati s tem povojnim režimom, da lahko država tudi odstopi od te socialne pomoči do kapitala. Od tega zavezništva s kapitalom. Mogoče ne popolnoma, ker je tudi odvisno od akumulacije kapitala, vsekakor pa ima ta manevrski prostor, da to lahko stori. Evo, Ne vem, če še kaj. Še kdo? Meni se vprašal že, Matej. Ta odpor, ko so delavci na delovnem mestu začeli delati in biti za drugiranje, to je en pojav, ko so se mladi zdaj z moj izraz silent quitting. Quiet quitting. Quiet quitting, ok. Da bo to lahko en YouTube klip naredil, veste. No, super, jaz ne poznam tega toliko, ampak mislim, V katerih letih pa je bilo to prvič? Ne piše, to pa ne vem. Lahko si prebereš na koncu. Ona sem pač pravi, tam daje različne definicije, kaj so delavski nameri in tudi to omenjeno. To so počeli že konc 19. Ne, nič novega ni. Novo ime ima, ampak skozi se je to dogajalo. Kar omenjeno, zdaj sem spomnila primer, je v bistvu iz Sovjetske zveze v 70-ih letih, ampak takrat je bilo upijanjenje delavca. Tako, ja. Zapisa se ga, Vi pa Borovej, Je pa vprašanje, koliko je to odvisno z uporom, koliko pa s tem, da so bili te režimi dela bolj mehki.
v socialističnih državah. Ne. Nadzor kapitalista nad delavcem v socialističnih državah ni veljal. Ne, so bili te režimi dela na delovnem mestu bolj mehke narave. No, ampak to je že druga razprava. Pa bi mogoče jaz čisto na kratko nas res še v Slovenijo malo pripeljal, oziroma se je Amelija si že ti malo odprla, ne, današnjo politično situacijo. Jaz mislim, da je to treba gledati absolutno v luči razvoja tudi v bistvu razrednih konfliktov in pozicije Slovenije v nekem pač v bistvu neki globalni proizvodni verigi. Da v bistvu to, da imamo zdaj tak povratek old school neoliberalizma na nek način, ko sem jaz imel občutek, da smo ga že v 90-ih, da je bil že kar precej šibak, začetek 2000-ih, da je že malo ta prepričevalna moč izginjala, ampak zdaj v bistvu pač dobivamo vlado, ki prav te vse iste zlajnane fraze, pač tak nek res pogreti 80-taški neoliberalizem dobivamo nazaj in je kredibilen in hara dalje, ne. In se mi zdi, da to tudi pač ta politična situacija mora biti rezultat tudi enih proizvodnih in finančnih procesov, pač, ki se odvijajo. Tako da bi te prosil, če mogoče malo v to zdaj analizo svetovne akumulacije kapitala, prostorskih rešitev, tehničnih in drugih, ki je tukaj Slovenija, ne. Ker o tem si veliko pisala, jaz tudi na terenu vidim veliko tega, ne, na nek način. Definitivno velik del proizvodne, ki jo v Sloveniji imamo, je recimo že odziv na, ko bi rekel, prostorsko rešitev, ki so jo naredili v centralnih državah, ne, se pravi, pač so nemške, francoske firme našle pač cenejšo kvalificirano delovno silo v Sloveniji, ne, in v bistvu zdaj delamo pol izdelke, recimo v primeru kakega revoza, tudi končne izdelke za tuje korporacije, ne, se pravi, to je bil odgovor na prezahtevno delovno silo v centru, ne, in se je potem pač našlo drugo na periferiji. In potem pa tudi v bistvu, ko je Slovenija vzela ta model, je treba tudi to delovno silo ohraniti poceni, zato da ne pobegne to potem še kam drugam, ne. In pol vidimo strategije, ki so tukaj bile pač v bistvu fleksibilizacija delovne sile, ne. Ne vem, recimo ena firma, kjer smo recimo, ko bi rekel, imamo dosti članov, smo aktivni v njej, ne, Hella Saturnus, ne, v bistvu dela pač pol izdelke za nemško avtomobilsko industrijo, ne, in če pogledaš sestavo delovne sile tam, ne, je pač tako, bi rekel, 1/3 delavcev, ki so iz bivše Jugoslavije ali pa druga generacija pač delavcev iz bivše Jugoslavije, ki so na nekih direktnih pogodbah za podjetjem. Potem je tukaj pač so delavci iz Azije, ki so recimo večinoma študentsko zaposleni, ne. To je tudi še en obvod naš, ne, ker pač univerza na nek način subvencionira kapital, tako da jim priskrbi poceni delovno silo iz tretjih držav. In potem so pa še pač drugi delavci, ki so iz drugih držav Bližnjega vzhoda, Afrike, ki so pa preko agencij, ne, zaposleni. Skratka, kar 3-4 različne strategije ima to podjetje, da segmentira to delovno silo, šibi delavski upor. Zakaj? Ker je edini način, da ostaja konkurenčna to, da je pač, ko bi rekel, v tej dirki proti dnu na nek način, ne? Da smo vendarle pa še zmeraj cenejši, kot če bi pa na Hrvaškem ali pa na Češkem ali pa kje drugje pač to isto delo. Tega je kar veliko, ne. Skratka, to je neka realnost delavskega organiziranja, ki ga imamo zdaj, ne, in ko vidim recimo tudi pač, da mu sindikati niso kos, ne, in da je tle treba še zelo veliko narediti. Tako da ne vem, kaj je tvoje razmišljanje pač o teh procesih. In no, mislim, ko glih samo to, da zvežem, ne, za tem vprašanjem pač politike, kaj se dogaja. Ja, politika gre na roke tem vrstam zaposlovalcev, tem branžam kapitala, ne, pač skratka,
gremo v bistvu pač jih še razdavčiti, gremo jim še bolj omogočiti bolj fleksibilno delovno silo, gremo še tiste regulacije, ki obstajajo, razrahljati, zato da bojo oni lahko dobičke delali dalje, ker druge strategije na nek način ni, če si pač neka periferija. Izid na nek način logičen, da kapital hoče, zahteva in si ga zna tudi proizvesti. Potem, če ni na drugi strani politično organiziranega delavstva. Ne. Tako da bi rekel, da je tudi te volilne izide je treba zgledati tudi na nek način skozi neko razredno prizmo. Ne. Pač, če bi na drugi strani bilo organizirano delavstvo s svojo agendo, takega povratka neoliberalizma verjetno ne bi mogli videti. Okay. Mislim, Ja. to se mi zdi, da mi nismo tekom celih teh let pač slišali nobene prepričljive kontranarative pač iz delavske strani, ki bi znala res pač neke zadeve pač ubraniti in mislim, sindikati imajo trenutno težave pač, ne, z prihajajočim interventnim zakonom. Vi čutite to, ne, da so vsi paralizirani, malo kaj zdaj glede tega narediti. Pač, jaz vem, da pred 15 leti ne bi bilo nobenega vprašanja, kaj narediti, pač takoj bi bili ljudje na ulicah, takoj bi bil referendum pač sklican in takoj bi vedeli, da bi ga zmagali. Ne. Zdaj imajo pač sindikati težave svojim članom razložiti, zakaj razbremenitev plač mogoče ni pač najboljša pot, ne, da to ni v bistvu njim v prid, ne, in tako naprej. Ker ni nihče delavstvo izobraževal, ker ni nihče bildal te bojevitosti, ker ni, ne, pač, ker dejansko je delavstvo nagovarjal samo kapital. Ne, in oni so ponotranili v veliki meri pač v bistvu to, imel bom pač, ful sem preveč obdavčen in ne, naj se mi država skini zdaj pač, ne. Tako, tle se mi zdi, da je v tem zatonu, ko bi rekel, delavskega organiziranja je bilo tudi to, da je ta zavest nekako zginila in nič je ni zapolnilo, zapolnili se potem pač propagandni aparat kapitala. Z tega vidika se mi zdi zanimivo, zdaj bom šla od odzadja od politične razprave in to bo verjetno provokativno, ampak se mi je šele zdaj le posvetil, kar praviš, da je verjetno logičen razplet, ne, oziroma logična posledica, pa v bistvu ni, ne. Mislim, kapital ima v Sloveniji zasidrano mesto, tako tudi to, da se njegove zahteve upoštevajo že kar nekaj časa, ne. Zdaj, kakor sem jaz te procese razumela, mogoče sem jih napačno, mogoče kapital v 90-ih je mogel iti rešil neke kompromise z delom, ne, pa na začetku tega tisočletja. Od krize naprej pa res, pa pod vsemi vladami zagotovo je dobil, kar je želel. Tako da iz tega vidika Janše res ne rabimo. On ga ne rabi. Tako da jaz mislim, kar je izkoristil, je pač to, kar ti praviš, izjemno šibko pogajalsko moč organiziranost delavstva, ne, in je preprosto to zajahal, da je vzpostavil oziroma ven poslal javno svoje propagandne aparate in zdaj trobi v kakšni krizi je, ne, ali smo ga, pa ni. Res, on ne rabi Janše. Ne. Pa drugo, kar se mu je pa zgodilo, to pa mislim, da je pa ne ta rabi, ampak mu ne škodi. To pa je absolutno, mu je pa boljše, zakaj? Ja, pa tukaj pa je zaradi Levice, ne, stranke. Pač to je pa res na žal vstopilo tako, po moje, no, ampak to ta političen komentar, zdaj kar mi je bilo zanimivo, kar si pravil, da je povratek v old school neoliberalizem, je star, ne. Zdaj, kar vidimo, kar se zna zgoditi, da bomo imeli res to bolj radikalen napad na vzpostavljene demokratične vzvode oziroma vzvode liberalne demokracije, ne, in pa na socialno državo, pa delavske pravice in pa predvsem sindikate, ne, še bolj pač Janšev, to so bile Janševe vlade. Janševe vlade so bile napad na sindikate, napad na ta tripartitna usklajevanja, karkoli je še od njih ostalo, pa kogarkoli so še kredibilni, ne. Kar je zanimivo je, da je to popolnoma anahronistično, to je zdaj pase. Tisto, kar spremlja svetovno dogajanje, je tako, da bi šli mi nazaj v 19. stoletje, razumete? Mislim, to je res pase. In tukaj je to taka žalostna zgodba Slovenije / post-Jugoslavijo, ne, oziroma jugoslovanske Slovenije, ki so bile
ne, od druge svetovne vojne, to neka špica inovacij in eksperimentiranja, ki so znali, prosocialnega eksperimentiranja, pa tudi kar se tiče teh vzvodov gospodarskega upravljanja, o kar se sploh mi ne pogovarjamo, ne, mi govorimo o teh nekih političnem upravljanju držav, ampak pa gospodarskem upravljanju. Slovenija je bila tukaj neka, Slovenija kot del Jugoslavije, ne, je bila neka špica na svetovnem nivoju. V 90-ih je tudi izstopala od tega neoliberalizma v širši regiji. Ne. To, kar je pa zdaj, pa ne samo danes, to je pač od svetovne gospodarske krize, ne, to je zdaj že nekih 15 let, je pa ta povratek neoliberalizem v to neko država se odmika iz gospodarstva, kar je totalna nebuloza v času, ko se vse države popolnoma so zaobjele gospodarstvo, so začele nacionalizirati, intervenirajo, imajo spet načrtovano industrializacijo, selektivno usmerjajo naložbe, veste, mislim res, to je čisto zgrešeno, to je res pasi. Zdaj, jaz mislim, da je to samo delno povezano, to mislim, da je bolj povezano z krizo vladajočega, krizo hegemonskega bloka ali pa vladajočega razreda, s katerim konceptom to želite zgrabiti, ne? Ampak tukaj je Sloveniji zdaj res nekaj umanjkalo in jaz mislim, da je logična posledica tega, pa je Janša danes. Zdaj, kar se pa tiče Slovenije pa prefernega kapitalizma, mogoče samo en komentar, da ne bi preveč razpredala. Ko si govoril o sestavi delavske razreda, ne, pa tvoji primeri, ki absolutno držijo in se z njimi čisto strinjam, ampak trg dela ali pa delavstvo je pod perifernim kapitalizmom se izjemno razslojilo. Ne, in mi imamo, in tem Beverly Silver izjemno lepo piše, ona to govori kot primer taylorističen model organiziranja zaposlovanja, je dualen model, tako da v bistvu imaš ti bazen zaščitene delovne sile, to so visoko kvalificirani in te nujno potrebni delavci, strateški delavci, predvsem v izvozno usmerjenih podjetjih, v uspešnih, ker imamo med izvozniki tudi tiste, ki garajo in to so lih primer potem podjetij, ki blazno izžemajo delavce, ne? Ampak imaš segment uspešnih strateških delavcev, ki imajo tudi solidne plače, ki so zaščiteni, ki imajo zagarantirano zaposlitev. In njihovi sindikati so blazno ozko omejeni, skrbijo za interese delavca v navezi z upravljavcem podjetja. Ne? In to je en pol, potem imaš pa drug pol, ki se razrašča, je pa pol prekarca, pa pol nezaščitene delovne sile. In to je pa ta lahko zamenljiva delovna sila v podjetjih, v zasebnem sektorju, predvsem ta delovna sila, ki pač oskoči, ko je več nabave, ki dela v turnostih in tako. V to pol spadajo pod Slovenijo, ne, in to so bili zgodovinsko gledano, kako se je ta dualni sistem vzpostavil. Ne. V 90-ih, če gledamo, so bil prvi bazen, ta rezervne prekarne delovne sile so bili migrantski, oziroma državljani ostalih republik Jugoslavije, ki so že bili v Sloveniji prisotni, oni so padli v to, in od konca 90-ih študentje. Potem se je pa v novem tisočletju se je pa ta bazen začel širiti in širiti še na druge skupine prebivalstva in nekje od globalne krize finančne, ne, takrat je pač prekarnost pač ena stalnica javnih razprav v Sloveniji, ne, se je to razširilo. Zdaj, kako smo prišli do tega dualnega sistema, ne, tukaj je pa Beverly Silver vrhunska, ne, pač je treba prebrati, pa boš vse razumel, kaj se je zgodilo, ne. V začetku 90-ih smo imeli v Sloveniji izjemno močne boje, ki so še izvirali iz Jugoslavije. Ne. Boje so sicer vodili delavci iz tedanjih podjetij, ki so imela ki so se soočali, imela težave s soočanjem s konkurenco, se pravi, niso bili najbolj bojeviti delavci iz Revoza, ki je imel takoj naročila zagarantirana prek francoskega Revoza. Ampak so bili to delavci iz Mure, pa delavci okoli Maribora, ne. Ampak sindikati, ki pa so se lahko zmenili z državo, ki so v bistvu stali v ozadju uveljavljanja tripartitnega sporazuma, so bili pa ti sindikati iz strateških sektorjev, sindikati kovinsko-predelovalne industrije. In v tem dogovoru, v začetku 90-ih so v Sloveniji sindikati igrali zelo protislovno vlogo, ker so na eni strani uspeli tu nek razredni boj povezati delavstvo, kar je bila absolutna dediščina Jugoslavije, da ne bo pomote.
Ampak na drugi strani so pa to strateško odločitvijo, da se grejo pogajati z državo in da so tudi podpisali tripartitni sporazum, ki je določal, lih to, kaj je Beverly si varumela, da so šli v ta odgovorni sindikalizem. Mi bomo omejevali plače, vi nam boste pa ne uničili čist zaposlovanje pa socialno varnost. Slovenija se od začetka 90-ih do danes neprimerno s časoma se je neoliberalizirala, priključila EU, skratka šla v neke sisteme, kjer je še trša konkurenca, hkrati je država izgubljala mehanizme oziroma vzvode upravljanja z makroekonomsko politiko, to je pač povezano z evropskimi integracijami in se je seveda ta prostor, ta manevrski prostor, koliko lahko država da delavcem, ožal in ožal. Zraven so se to protislovje, koliko morajo v bistvu sindikati če dalje manj možnosti, da v bistvu še kaj zase izborijo, povečalo. To protislovje tega sindikalizma v bistvu ni nič novega, enkratnega Sloveniji, je zelo, v bistvu o tem piše že Beverly Sivareva, sem vmes našla še en citat. Ona tukaj uporablja koncept Leo Paniča, liberalni korporatizem. V Sloveniji pogosto govorimo o neokorporatizmu, In ona pravi, evo, kakšne meje imajo. Tukaj mislim, da se tudi pridružim tebi. Pač Leo Panič poudarja trenja, ki so nastala znotraj delavskega gibanja zaradi sodelovanja v korporativnih strukturah, oziroma bi rekli v tripartitnih pogajanjih. Vloga, ki so jo dodelili sindikalnim voditeljem, ki naj bi brzdali svoje članstvo, je nenehno grozila z razdorom znotraj sindikatov. Če je do razdora prišlo, sindikalni voditelji niso mogli več učinkovito nadzorovati boja svojih članov, če pa so se sindikalni voditelji odzvali na pritožbe, ki so prihajale iz njihove baze, so se morali umakniti iz korporativnih struktur. Tako sta obe možnosti pripeljali do istega rezultata, do nezmožnosti nadzorovanja boja običajnih delavcev, oziroma še naprej, tudi do tega, pač ona je to pisala v kontekstu 50-60 let, kar se je po Sloveniji zgodilo, je pa izjemen razdor sindikalnega prizorišča in sama dualizacija sindikatov, med temi, ki so s temi nestrateškimi perifernimi delavci in temi, ki imajo neprimerno manjšo pogajalsko moč, in pa korporativnim oziroma ekonomicističnim sindikalizmom teh strateških delavcev oziroma njihovih sindikalnih vodij. Ampak Beverly Silver, če smem, ne bi rekla, ampak vi ne smete tukaj zgodbe zaključiti. Saj imate tudi druge sile v državi, ki lahko nadomestijo, kompenzirajo za šibko pogajalsko moč prekarnega bazena delovne sile. Ja, to se mi zdi odlična analiza, pa tudi se mi zdi, da se je na nek način zgodilo. Če lahko rečemo, da je tam do začetka 2000-ih, da so bili sindikati neka glavna civilno-družbena politična sila v državi, ki so organizirali, kako bi rekel, pač odpor. Je to pač tam od, kako bi rekel, 2005 naprej pojenjalo, to seveda vsi ti procesi evropske integracije in tako dalje so vplivali na to, in je točno to en drug segment družbe vstopil v to vlogo in to je recimo bolj ta meščanska liberalna civilna družba, ki danes v bistvu na nek način povezujemo, kot to so protagonisti protestov, to je tista baza, ki se upira zdaj pač nekim, ko bi rekel, represivnim državnim ukrepom in tako naprej, ker je pa zanimivo, da sindikatov v tej zgodbi sploh več ni. In je to tudi v bistvu strukturna šibkost teh civilno-družbenih gibanj, da dejansko nimajo več organske povezanosti z delavskim razredom, pač v tem smislu. In to se tudi vidi, potem pride do neke divergence, govorijo drug jezik na nek način in tako. Ampak ja, absolutno se mi zdi to zelo koristna analiza in ko bi rekel, kar Beverly Silver tudi opaža, je, da prihaja potem do obdobij, ko ta odgovorni sindikalizem, meni je ful všeč ta izraz, se mi zdi tako pooseblja tudi v bistvu naše sindikalne birokrate, so odgovorni, oni ves čas o svoje odgovornosti razlagajo.
da zgubi nekako svojo potenco in da v bistvu tudi delavci potem se oddaljujejo na nek način od tega, ni interesa za sodelovanje v sindikalnih procesih, članstvo upada in tako naprej. Jaz mislim, da smo zdaj v tej fazi, ko vidimo, čutimo, da se to dogaja. Jaz mislim, da je, ko bi rekel, propagiram v tem obdobju povratek bolj neodgovornega sindikalizma, ne? In se mi zdi, da se tudi neki razkoli znotraj sindikalnih zvez zdaj okoli tega dogajajo, ampak to je, ko bi rekel, nek proces, skozi katerega v Sloveniji zdaj gremo, ne? Ko se išče nove metode, nove prijeme, ki pa bi znali nasloviti v bistvu pač aktualne delovske boje, ki pa potekajo, ne? Dejansko delavci se z njimi soočajo na različne načine, samo ni pa to organizacijsko prijeto nikjer. Na kar bi se jaz navezala, to si rekel, ni več organske povezave med civilno-družbenimi gibanji in delavskim gibanjem. Ne? Ja. No, da bi šla še korak naprej, pa bi rekla, nikoli je ni bilo in to je velik problem in to se nam zdaj kaže. To, ker so bili sindikati prvič močni, drugič seveda so bili sindikati na začetku 90-ih močnejši, se je bil kapitalizem v povojih. Mi smo pa zdaj že 30 let približno v neoliberalizmu, ne v kapitalizmu. In se je to razmerje moči na tej temeljni strukturni ravni že spremenilo. Ne? Brez internacionalizacije, evropskih integracij in to, ne? Seveda imamo mi zdaj tukaj 30 let kapitalizma, kar je seveda čist nek drug kontekst. Ne? Ampak kar je pa od nekdaj primanjkalo in to, naprimer, jaz se bolj ukvarjam z akademskimi razpravami, ne, in je tam Slovenija kot neka izjemnost in izjemen je ta 90, pa neokorporatizem, pa ne, in meni se grejo vedno lasje po končk, ne, ker v bistvu je to res zelo zmotno govoriti o Sloveniji kot neokorporatizmu, če ve zgodovino in kaj je ena temeljnih lastnosti, je, da so imeli delavci zalego v političnih strankah. Ne sem v civilno-družbenih gibanjih, v političnih strankah, tega v Sloveniji nikoli ni bilo. Ne. V bistvu je bil temeljni razdor za odpravo samoupravljanja, je prišlo do temeljnega razdora v tem nekem medrazrednem zavezništvu med državo pa delavci, pa delavstvom. Ne. In tukaj se gre za to vzpostavljanje kapitalistične države. Slovenije se najbolj pozna v tem, da od konca 80-ih je ni politične stranke, ki bi se jasno opredelila za delavce. To, kar levica dela, to je politična propaganda. Mislim, politična, to je njihov politični program. Niso pa oni zavezniki delavskega razreda, kot je to, naprimer, pa ne me narobe razumeti, no, SPO v Avstriji. Veste, to so organske povezave. Ne? Avstrija je totalno partijska država. In tam si ena partija SPO deli nogometne klube, pa civilno-družbene organizacije, pa kulturne stvari, pa ne vem kaj. Druga je pa OFP, no, so pa konzervativci, ne, desničari. A veste, ampak to imajo organsko, je to mreža, ne, Janša v tem lahko samo sanja. In to tam stoji že 60-70 let, a veste. Ni v Sloveniji noben takega zavezništva pač ne obstaja, ne, in tukaj mislim, da je, če je levica stranka, v čem sfalila je, da ni vzpostavila organske povezave, solidarnosti povezav z delavskim razredom. To, da oni govorijo, če socialna omrežja pa v parlamentu, ne, mi smo za delavske pravice ali pa ne smemo zdaj nižati davkov, pa to je vse v redu, pa fajn, ampak v okostju družbe pa manjka ta povezava. In samo govoriti, sindikati so šibki, pa sindikati so ekonomistični, pa ozkogledni. Mislim, ja, ampak oni delujejo v določenih pogojih, strukturnih, pa tudi v realpolitiki na vse zadnje. Ne? Te povezave tega v zaledju, no, te organizacijske moči, je pa nikoli niso mogli vzpostaviti. Kako smo s časom? Imamo še za eno vprašanje energijo ali repamo up? A je še kakšno vprašanje? Mogoče ga ni. Do 9 smo lahko tle. Koliko pa je ura? 20:28. A pa je še kakšno vprašanje? Ja, ampak smo 15 minut akademskih. Evo, pa bom pa sem še eno stvar, pa da mogoče zaokrožimo vse skupaj, ker pa začeli smo z svetovnim sistemom.
Ona govori ves čas o srednjih pač panogah, ne? Se pravi tekstilna industrija eno obdobje, avtomobilska industrija drugo obdobje in potem predvideva, katere bi bile lahko pač te prihodne osrednje industrije, omenja polprevodnike, potem pa pač našteva še storitve in tako dalje, stvari, ki stopajo v ospredje, to upravljanje in vse to, izobraževanje. Zdaj vseeno, že kar nekaj časa je minilo, odkar je ta knjiga nastala, ne? Pa mogoče lahko kakšen razmislek potegnemo, a katera od teh prognoz je točna. Druga stvar, ki je tudi recimo ta selitev proizvodne in s tem delavskega upora na Kitajsko. Do kolikšne mere, recimo, bi lahko rekli, da so ti trendi držali ali ne. Skratka, pač, kakšna je tvoja ocena? Ne? Vidimo seveda ves čas vzpon novih industrij, ampak razmeroma malo zaposlujejo. Ne? Nismo pa imeli recimo nekega preboja tehnološkega, industrijskega, proizvodnega, ki bi rekel, da je res revolucionaren. Verjetno tudi iz tega je kriza kapitala in profitabilnosti danes. Ampak kako bi recimo, če bi mogla sklepe te knjige potegniti zdaj skozi te zadnjih 20 let, kaj bi rekla, kako gledaš na to? Ful sem razmišljala, pa nimam odgovora. Mislim, tako, res, ampak zdaj, mislim, mogoče sem par pomislekov. Mislim, kar sem jaz ful razmišljala, je ta militarizacija, ne? In kaj bo zdaj to pomenila, ne? Ampak, je ona pravi, sodobna militarizacija ni dobra za delavske razrede, ne? Ker, pač kaj pravi Beverly Silver, vedno je treba gledati, kako je proizvodno organizirana. Če nas zanima strukturna moč delavstva. Res, jaz mislim, da to ne smemo pozabiti več virov moči. In mi smo zelo ponavadi ozko osredotočeni samo na strukturno moč. Ne? Ampak spravi, ko govorimo o strukturni moči delavstva, ona zelo podarja organizacijo proizvodne in tam, ko govori o polprevodnikih, ne, v tej mikroelektroniki že opozarja, ne, pazite, to je tako organizirano, ne, v bistvu je zelo malo novega zaposlovanja, ker je blazno avtomatizirana proizvodnja. Tako da bi samih prevodnikov, pa tudi vse, kar je teh potrošniške elektronike, ne, smartfoni, pa to je rekla, tukaj veliko novega zaposlovanja dejansko ni, kar pravi, ni toliko nek potencial novih delavskih namerov. Meni je bilo zanimivo, naprimer, ne, tam, ko govorijo o transportnih industrijah, ne, kot eno potencialno žarišče in transportna industrija je bila od nekdaj pomembna in je še danes blazno pomembna, ne, če dalje bolj, seveda, ne, ampak tukaj je predvsem letalsko pa ladjedelništvo, ne, spravi, mogoče bi se mogli bolj povezati z Luko Koper, ne, ali pa iti večkrat dol tudi, ne, tako da, kar smo imeli občutek, no, da so ti potencialni, kako ne rečem, zagotovo jaz ne vidim digitalne industrije kot nekega potencialno nove sfere nemirov. Vidim je pa v teh bolj staro-novih industrijah. Ne, poleg te transportne, ne, železniška industrija je bila, mislim, železničari so najmočnejši v Franciji že v 19. stoletja, ne, to danes še v Avstriji. V Sloveniji nažalost ne, ampak to je pa druga zgodba. Ampak glede na to, da smo v ekološki transformaciji, krizi, katastrofi, ne, je vsekakor tukaj nek širši družbeni potencial, bi jaz rekla. Drugo, kar sem pa razmišljala, je pa, to je ena stara nova, ne, glede na to Srbija, pa Nemčija, ki ima blazno litija, pa nočejo izkopavati litija, ne, pa pol Vučića podkupujajo, pa represirajo, pa tako, ne. Ja, rudniki, ne. Mogoče so pa rudniki litija potencialno novi, a veš, potencialno nove, ne vem, množice sfere, kjer bi se lahko dogajali delavski protesti. Še nekaj sem hotela reči, militarizacija. Ja. Ne, to pa ona pač pravi, da bolj, ko se avtomatizira in danes se še vojskovanje digitalizira, ne, manj bo to pač postalo neko področje odprtega razrednega konflikta. Ne. Tako da, evo. Ne, je to pesimistično ali optimistično. Realistično. Aha, ok. Ja. Živjo, Nataša. Mene zanima, ali bi lahko rekli, da te nove razredne konflikte, da so prešiti z novimi starimi kulturnimi boji. Vemo, da desnica se odreka
razrednemu vokabularju in uporablja besednjak kulturnega boja, anti-LGBT, antifeminizem, anti-begunci in tako naprej. Ali je mogoče sploh še in na kak način preoblikovati to smer, to se pravi vrniti v delavstvo razredni jezik s tem, da se ohrani ta antirasistična podstat. In mogoče je tle tudi družba, tudi civilna družba, država pa sploh, naredila hudo napako, ko se takrat, jaz prihajam iz LGBT scene in aktivizma, ko se je borilo z državo za antihomofobne zakone, da nismo dobili večje podpore, širše podpore, bolj univerzalistične podpore, kajti s tem se je zgodilo to, da je delavska populacija, oziroma ljudje, ki delajo, dobila dovoljenje za homofobijo, s tem dovoljenje za mizoginijo, za rasizem in tako naprej. To je bilo moje vprašanje in podali majhen komentarček. Da vem, kaj bi Beverly Silver povedala na to. Beverly Silver bi rekla, da ta diskurs, identitetni diskurs, ni nič novega pa posebnega današnji desnici. Ona bi rekla, kapitalizem je vedno vzpostavljal ločnice med delavskim razredom, znotraj delavskega razreda. Vzpostavljale so jih, Beverly Silver pravi, kapitalisti, države, pa tudi delavci sami. In da je to pač povezano, neposredno povezano s temi strukturnimi pritiski konkurence, ki delujejo tako na delavstvo, kot tudi na kapital. In Beverly Silver je tudi zelo jasna, ki piše, mi smo tudi upoštevali, to še zdaj nazaj na metodološko, tudi namere belih moških proti ženskam, ko so pač moški se borili za to, da bi se da bi se zaščitilo zaposlovanje na tak način, da ženske ne bi mogle iti delati, naprimer. Da te ločnice so strukturno določilo kapitalizma. Beverly Silver pa tudi sem prepričana, ne nacionalizmi, ne rasizmi, ne anti-LGBT, to so vse stare tematike. Drugo je pa specifičen položaj Slovenije danes ali pa desnice v Evropi ali pa v srednje pa vzhodni Evropi, kako se opira na te diskurze, po mojem, zato, da krepi svojo oblast, pa predvsem v bistvu, da se odmika javno debato od razprav, ki bi lahko rekli, ali resne teme, ključne teme ali pa preprosto ekonomska vprašanja. In to nas pripelje nazaj, tega, kar sem prej komentirala, koliko je Janša danes logična posledica v Sloveniji, gledano, z ekonomskega vidika gledano, pač ni velike razlike med desnimi pa levimi v Sloveniji. To je pač dejstvo, pač na zadnjih 15 letih je ni. Jaz mislim, to nagovarjanje je pa predvsem krepljenje svoje lastne baze in pa iskanja podpore na račun razdiranja. To je moj mali komentar, ampak ti boš tukaj, ki boš to povedal. Ne, lahko sem prekimam, ja. To je absolutno večna strategija kapitala. Se tudi v knjigi je noter, mislim, da je en zelo v redu razdelek o tem, da kapital ima to tendenco pač po Marksovo, da zliva pač delavske razrede svetovne v eno, pač, ko bi rekel, maso. S čemer seveda pač krepi globalni proletariat, ampak hkrati obstaja tudi tendenca, da se delavec upira temu, da je zlit v to, ko bi rekel, v ta monolit zamenljivosti. Modificiranje, absolutno. Tako. In v bistvu je lahko ta upor proti temu ravno to, da se ko bi rekel, oklepa toliko bolj potem neke etnične pripadnosti, spolne usmerjenosti in tako dalje. Se pravi, pač v bistvu je lahko reakcija na to zlitje konzervativna. In tudi pravi, da so v bistvu vsa delavska gibanja imela pač tudi pogosto te primesi pač v sebi, da je to bilo nekaj neizogibnega.
In točno to je tista stvar, na katero pač kapital zelo močno stavi in zelo močno igra. Jaz recimo vstopam v to, tudi vprašanje delavskih bojev sem prišel osebno bolj iz polja pač protirasističnega boja, ne? In to je dejansko neverjetno, koliko je to povezano z določanjem cene dela. Pač dobesedno vidiš v praksi, pač na kakšen način to deluje, kako je strateško so te stvari plasirane. Ko bi rekel, sploh danes, ne, zaradi strategij, o katerih smo govorili prej, v Sloveniji imamo 16% tuje delovne sile, ne, v ključnih panogah številnih bi si človek mislil, da je to ena velika moč, ne. Dejansko pa, ko vidimo, v bistvu paralelno tečeta dva postopka. Eno je to, da se, ko bi rekel, liberalizira vizumske režime, pač zato, da se delodajalci lažje prihajajo do tuje delovne sile iz držav, iz katerih prej niso prihajali, ne, in hkrati pač, ko bi rekel, zelo ekspliciten, zelo surov pač rasizem proti pač delavcem iz teh istih držav, ne. Se pravi, v bistvu tudi v času Janševe vlade se priseljevanje skokovito je naraščalo, ker to je zahteva kapitala in Janša ne bo zmanjšal priseljevanja, nikakor ga ne bo, ne. To ni, mislim, v nobeni državi v Evropi se to ne dogaja, ne. Kar bo pač naredil je, da bo te delavce izoliral od družbe, ne, ustvaril antagonizem pač proti njim, zato, da v bistvu ne bo nobene solidarnosti, da se bojo težko uprli, da bo čim bolj brezpravni, čim težje dostopali do katerihkoli osnovnih pravic, kaj šele do pač izboljšanja svojega delavskega položaja, ne. To recimo pač zelo močno doživljamo na terenu, kako bi rekel, in tudi vidimo v kampanjah, ko jih delamo, recimo pač, ne, imamo delavce, ki se ves čas prehajajo na tanki črti med tem, da so legalni ali pa ilegalni prebivalci, ne, in ki so v deportacijskih postopkih, ki jih država izganja kot nek disciplinski mehanizem, ne, in ko na to opozarjamo, vidimo, da je zelo težko v bistvu pač pridobiti neke širše podpore, neke širše simpatije, ravno zaradi tega pač nekega rasističnega sentimenta, ne. Se pravi, namesto delavska solidarnost prevladajo pač ti neki rasni antagonizmi, za katere eni pravijo, da je to naravno, primordialno in ne vem kaj, ampak mislim, to sploh ni res. Mislim, slovenski delavski razred je že zelo dolgo zelo multikulturen, pač, in če greš na katerokoli igrišče v Sloveniji, boš pač to videl, otroke iz vseh različnih kulturnih okolij, kako se igrajo skupaj in imajo neko svojo univerzalno pač working class kulturo, ampak tako, mislim, hočem reči, to sobivanje na ravni delavskega razreda absolutno obstaja. Je pa zelo veliko truda vloženega v to, da pač, ko bi rekel, to ne bi bilo prepoznano in da to ne bi moglo v bistvu na nek način, ko bi rekel, te organske vezi imeti tudi kakšne politične posledice, ne. Se pravi, ljudje, ki delajo skupaj z ljudmi iz celega sveta, njihovi otroci hodijo pač in se igrajo in družijo z zelo mešano pač družbo in tako naprej, pač so hkrati še vedno lahko podvrženi zelo rasističnim sentimentom in propagandi, ne. To je žal pač realno stanje, ki pa mislim, da drugače kot z organiziranjem se ga ne da prečiti. Ja, verjetno bi bilo zanimivo narediti eno analizo o bazenih prekarnosti, ne, in podrejene razrednosti ali pa drugorazredne delavske razrednosti v Sloveniji, ne, ker pač imamo razpon od študentskega delavstva, ne, kot nek temeljni bazen prekarne delovne sile, pa do teh migrantskih ali pa teh, ki so že na pol legalno, nelegalni delavci, na primer, ne, pa kakaj, no, toliko za zaključek. Dobro, potem pa ostaja nam še napoved za naše naslednje in zadnje. Se res, Blaž, boš kar ti povedal? Ali pa urednica, evo. Tako, peto in zadnje predavanje
5. letniku vodnika po humanistiki, bo pač izšlo iz dela velike uspešnice Davida Graeberja Bullshiti. O njem bo govoril Blaž Kosovel, in sicer 4. junija ob stari naši 19. uri v tem prostoru. Morda se obeta, da bomo zunaj, če bo vreme to dopuščalo, tako da morda bomo imeli zaključek 5. letnika tlele na tem prekrasnem dvorišču Vodnikove domačije. Skratka, sestava bo podobna, vaš vodnik po humanistiki bo še vedno Miha. Situacija bo podobna in o bullshitih šefica tega tako imenovanega divje misli, ki nas gosti v teh prekrasnih prostorih, je rekla, bullshite moramo dati za zaključek, za konec, ker se moramo vprašati, kako odložiti delo. Kako odložiti bullshite in se jih ne več iti in potem oditi na počitnice. Evo, toliko od mene. Zdaj, Blaž, imaš kaj za dodati? Zdaj veš, kako to izgleda, kako boš ti to čez en mesec podobni situaciji, ampak mislim, da ti ne bo hudega. Super bo. V glavnem vsi vabljeni na 5. seanso. Hvala lepa in nasvidenje čez en mesec. Hvala.